Dva ministra so koordinatorja Levice, Asta Vrečko in Luka Mesec. Njune izjave smo ocenjevali s pomočjo dejstvomera. Drži, ne drži, previdno. Najprej očitek Meseca šefu Nove Ljubljanske banke Blažu Brodnjaku, ki je ministra pozval k opravičilu gospodarstvenikom zaradi vladnega odnosa do njih. Glejte, gospod Brodnjak je predsednik uprave največje državne banke, ki je bila, če se ne motim, dokapitalizirana z 2 milijardama evrov državnih sredstev, tako da mislim, da je on zadnji gospodarstvenik, ki lahko državi grozi, da bo državo zapustil. Je pa res, da je prišel na čelo banke precej po teh dokapitalizacijah. Ampak vendarle gre za državno banko. Ta dokapitalizacija je omogočila, da je njegova banka danes uspešna in da lahko zaradi uspeha te banke on dobiva nagrado, ki jo dobiva. Tako da njegova plača je neposredno povezana s tistima 2 milijardama. Če teh 2 milijard ne bi bilo, bi on danes vodil vprašanje, če bi še vodil to banko. Če bi ta banka sploh še obstajala. Država je NLB decembra 2023 dokapitalizirala z dobro 1,5 milijarde evrov. Na to je po delih prodala 3/4 banke in skupaj iztržila 780 milijonov evrov kupnine. Dodatno pa je v 10 letih prejela še 623 milijonov evrov dividend. Za popolno pokritje dokapitalizacije NLB državi tako dolguje še okoli 150 milijonov evrov. Ob tem ni zanemarljivo, da je četrtinski delež države zaradi dobrega poslovanja danes vreden skoraj milijardo. Da je Brodnjak vodenje banke prevzel 3 leta po sanaciji, ter da njegova plača zrasla po prodaji. Leta 2016 je zaslužil 163 tisoč evrov bruto na leto, kar je dobrih 13.500 evrov na mesec. Leta 2024 pa je skupaj z bonitetami in variabilnim delom njegova plača presegla 1 milijon evrov ali 84.400 bruto na mesec. NLB si je po dokapitalizaciji res opomogla, a pravi razcvet je doživela šele po prodaji. Zaradi tega in ker je minister Mesec navedel za 0,5 milijarde evrov previsok znesek državne injekcije, smo njegovo izjavo označili kot ne drži. Kje pa bo končal presežek lani zbranih milijonov evrov iz prispevka za dolgotrajno oskrbo? Lani smo res zbrali 100 milijonov več, ampak ves ta denar se zbira na posebnem računu in ves ta denar bo namensko porabljen. Je tudi planiran, da gre v gradnjo domov za starejše, da gre v storitve, v vzpostavljanje storitev dolgotrajne oskrbe, ki se vzpostavljajo, recimo pomoč na domu. Niti evro ne bo šel mimo dolgotrajne oskrbe. Ne 100, temveč 143 milijonov evrov plusa je država lani ustvarila s prispevkom za dolgotrajno oskrbo v okviru zdravstvene blagajne. Na ZZZS so potrdili, da so pred 2 tednoma 90 milijonov evrov naložili kot vezavo v okviru enotnega zakladniškega računa. V 3 tednih bodo ob obrestni meri slabih 2% ustvarili dodatnih 101 tisoč evrov presežka. Kljub temu, da je Mesec napačno navedel znesek plusa, smo njegovo izjavo označili kot pravilno, saj bo denar po preteku 3-tedenske ročnosti nakazan nazaj na račun ZZZS za dolgotrajno oskrbo. Gledališče Drama ima 2 problema. Do konca leta bi morala biti prenovljena, a se gradnja še ni začela. Poleg tega se je lastnik prostorov, v katerih gledališče zdaj začasno domuje, znašel v preiskavi, saj mu specializirano tožilstvo očita podkupovanje za uporabno dovoljenje za to stavbo. To sem videla na televiziji, tako kot večina, verjetno vsi drugi, ampak seveda sem takoj poklicala v Dramo in ampak kot sem videla datum, kdaj se je to dogajalo, pač to je bilo pred našim vselitvijo, najemom, tako da več od tega jaz nimam nobenih. Drama ostaja v teh prostorih, ne ste razmišljali morda o reviziji te najemne pogodbe? Mi s temi stvarmi nimamo nič, tudi po tem, kar je bilo objavljeno na televiziji, nas ni nihče kontaktiral. Preverili smo sosledje dogodkov, datumov. Vlada je ključno odločitev, da se popolnoma dotrajano in nevarno Dramo prenovi, sprejela jeseni 2022. Takrat je postalo jasno tudi, da se bo moral igralski ansambel začasno preseliti. Na drugi strani je Miran Boštic, lastnik objekta, ki kot izhaja iz zahteve za sodno odredbo, zaradi težav z uporabnim dovoljenjem pomoč iskal pri nekdanjem načelniku ljubljanske upravne enote Bojanu Babiču. Uporabno dovoljenje je stavba dobila konec
konec marca. V zameno za pomoč mu je sredi aprila izročil darilo, 30 steklenic ruma v vrednosti slabih 1500 evrov. V Drami pravijo, da prvi pogovori o najemu hale L56 v Šiški segajo v april in maj 2023. Domnevno podkupovanje se je res zgodilo nekaj tednov pred začetkom pogovorov med Dramo in Bošticem. Ker pa zamik gradnje pomeni, da bo morala Drama pogodbo, ki se izteče leta 2027, predvidoma podaljšati še za več let, s tem pa za najem plačati dodatnih več milijonov evrov, izjavo ministrice Vrečko, da Ministrstvo za kulturo in Drama s tem nimata nič, da za zdaj revizije ne bo, ocenjujemo kot previdno. In še zadnja izjava, ki smo jo preverili. Ali je Levica podprla Šutarjev zakon ali ne, so upravičeno ogorčeni nad razglasitvijo Metelkove za varnostno tvegano območje. Ironično, ne, vidva sta ta zakon, ki je pripeljal do tega, podprla. Pogojno. Jaz sem na vladi zelo jasno povedal, da dajem mu pogojno podporo in dogovor je bil, da se bo v parlamentarni proceduri zakon presejalo z vidika sorazmernosti, ustavnosti in človekovih pravic. Mi smo te kritike prenesli na koalicijo, ker niso bile upoštevane. Poslanska skupina Levice na koncu tega zakona ni podprla. Je pa zgolj obstruirala, ni bila proti, ne? Obstruirala z zelo jasnim stališčem. Zakaj? Dejstvo je, da sta dva ministra Levice, poleg Luke Mesca, še minister za solidarno prihodnost Simon Valjevec, a ste Vrečko na seji ni bilo, zakon, ki omogoča razglasitev varnostno tveganega območja, na vladi podprli. V parlamentu pa v evidenci glasovanj se beležita le glasova za ali proti. Glas vzdržan ni posebej zabeležen in se vodi enako kot odsotnost. Obstrukcija glasovanja se torej formalno obravnava kot neopredeljenost do zakona. Ker bi za nedvoumno nasprotovanje zakonu morali poslanci glasovati proti, smo izjavo označili kot napačno. Vse podrobnosti o tem, kolikšen dobiček ima danes NLB in koliko je država do danes plačala za najem Drame, najdete med dejstvi na 24ur.com.